da na koncu gremo tudi na to, da sam ta lak ne uniči nohta. Ampak tehnika obdelave tega nohta je ta, katera noht uniči. Lepotna industrija se nenehno razvija in skupaj z razvojem trendi prihajajo in odhajajo. Tudi nohtna industrija ni imuna na sodoben način življenja. Iščemo časovno hitre rešitve in rezultat naj pa po možnosti traja čim dlje. In različne trajne manikire so zelo priljubljene, ker so priročne za naš hiter tempo življenja in pa jasno večno pomanjkanje časa. Premalokrat pa se vprašamo, kako nekatere tehnike dela vplivajo dolgoročno na zdravje nohtov in kako uporabljeni materiali. Kaj bi morale upoštevati posameznice, ki se odločamo za takšne storitve, da ne bomo čez čas obžalovale svojega početja? Prednosti in slabosti trajnih manikir nam bo pomagala razumeti strokovnjakinja z res dolgoletnimi izkušnjami na področju manikire in pedikure, gospa Slavica Bizjan. Preden začneva, pa imam prošnjo. Lepo prosim, klikni gumb Naroči se. In vsebino, ki bi bila zanimiva za ljudi v tvojem življenju, deli z njimi. Na ta način mi sporočaš, da ti je vsebina podcasta in pa gostje, ki jih izbiram, zanimiva in z veseljem bom v tem tempu nadaljevala še naprej. Ful ti hvala. Slavi, toplo pozdravljena v podcastu Odkritost ni vest. V čast mi je, da lahko pravzaprav sedim in se pogovarjam z nekom, ki ima tako bogate izkušnje na področju manikire in pedikure, kot jih imate vi, no. Hvala, Nives. Sem vesela, da ste me povabili. Spomnim se najinega prvega srečanja. Veste, kaj mi je najbolj ostalo v spominu? Bila je ena delavnica, ne? Ko ste hodila okoli in ste rekla, ne toliko spilco pritiskati na noht. Jaz sem bila takrat čisto presenečena, ker mi do takrat ni nihče rekel, da je zelo pomembno, s kakšno silo, z navadno pilico, pritiskaš na noht, ko ga oblikuješ. To sem si zapomnila za, še danes. Za vse čase. Za vse čase, res. A veste, kako je? Noht je potrebno z občutkom. Negovati in obdelovati, ne pa, ko vzamejo pa pilijo, kot da po lesu pilijo, ne pa po živi stvari, ne. Ja, jaz se nadejam, da bo danes tekom najinega pogovora prišlo še veliko takih zanimivih, pomembnih pravzaprav informacij ven, ne. Preden pa se potopiva v najino temo, bi vas prosila, če poveste par stavkov o sebi. Kdo je Slavi? Slavi je, kot vidite, ekspert za nohte, ne samo na rokah, tudi na nogah. Pred 25 leti sem pripeljala to Jessico v Slovenijo. 17 let nazaj sem pripeljala 3 teosponke v Slovenijo in v glavnem te poslovne partnerje, za katere imamo distribucijo, mislim, da smo jih mi pripeljali s temi novitetami. Ne, da smo konkurenca nekom drugmu, a ne? Ampak smo želeli, vedno sem želela nekaj, kar bo ljudem pomagalo. Ne, da je to samo zdaj zaslužek, ampak obenem tudi pomoč strankam. In končnim potrošnikom predvsem. Povejte mi res, prej sva se pogovarjali skoraj blizu 30 let, ne? Se že vrtite na tem, ste dejavni na tem področju. Veste, kako je? Jaz sem 96. leta pač bila v Nemčiji na edukaciji za Jessico
ker takrat je Jessica prvič prišla v Evropo. In potem, po tej končani šoli, tečaju, sem se tudi spoznala s Jessico in je prišlo sva se srečevali na sejmu, na sejmih kozmetičnih in pol mi je rekla, ja, širijo na svoj program v Evropo, da iz Avstrije Ingrid bo odprla. Sem rekla, pa dobro, pa kaj pa jaz naj naredim, da jaz tudi v Sloveniji odprem. In je prišlo do teh razgovorov, tako da je ona na koncu tudi pristala na to, Slovenija je majhna, ne? Ampak smo pol zelo, zelo ratali prijatelji, ne samo poslovni partnerji. In ker Jessica je Armenka, pa tu je že malo krvi balkanske, tako rekoč, ne? In ta zgodba zdaj traja že o 26. leto. Jessica je pred 3 leti šla, se je umaknila iz biznisa pri 80. In zdaj njena hči nadaljuje, tako da mi tudi, ne, kljub tem, da je velika konkurenca, ampak vseeno ljudje se vračajo, mislim, potrošniki ženske, bomo rekli, se vračajo na naravno nego nohtov. Super, me zelo veseli. Ker ravno to sem vas želela prositi. Zdaj, jaz sem ta generacija, da pozna Jessica sistema, ne? Ampak takrat, ko je pa vstopila na naš trg, ne, je bilo pa to nekaj senzacionalnega. Ne? V čem pravzaprav se je njen pristop tako zelo razlikoval od ostalih produktov na trgu, no, za nohte? Zato, ker Jessica je dejansko se posvetila tem, to je njeno življenjsko delo, ne. In je prišla do tega, da so pač nohti različni, isto kot je koža, kot so lasje, da so lahko normalni, da so suhi, da so krhki, lomljivi, poškodovani. In je prišlo izdelali so podlake za vsaki tip nohta drugačen, ker so drugačne sestavine. Vsaki tip nohta potrebuje nekaj drugega, isto kot kreme za obraza, ne. In tudi ta sistem nege obnohne kožice, to je predvsem napredno ona delala, ker tu ni dovolila nobenega rezanja, nežno se je obdelovalo ali z manikurno palčko, ali z mašinco, katero je tudi ona imela v svojem prodajnem programu, da se ni poškodovala, eponihija predvsem, ne. Potem sistem piljenja nohtov, različne tudi pilce za nohte in sistem lakiranja. Veste, vedno je bilo 2 plasti podlaka, pa 2 plasti laka, potem pa primer, top, prvi nadlak, top priority, pa potem še brilliance. Veste? Ja. In zdaj ženske, to je bilo za njih malo preveč. Ne? Predolg časa je trajalo. Predolg časa in predolg časa se sušilo. Ampak je tudi trajalo, a veste? Ja, seveda. Ker Jessica je vedno rekla, lak mora ostati na nohtih 14 dni. Navaden lak, ne? Navaden lak. Ampak po parih dnevih po nanosu te kompletne manikire, lakiranja, je potrebno premazati z briljansom. Ker pri delu mi obrabljamo nadlak. In ko se obnovi ta plast nadlaka, potem čez 1 teden ali pa 10 dni, ko se pojavi narastek ali pa ko se obrabi lak na konici, na robu, se prelakira z lakom, pa še enkrat z nadlakom, pa je pol 14 dni. In kaj je še pomembno? Pomembno je to, da po odstranjevanju laka vedno naredimo nego, da se noht namaže z oljem, z kremico, da se to utre, da se mu povrne vlaga, katero je odstranjevalec
naredil. Potegnil ven. Ja. Drugače pa nohti se začnejo plastiti, ne, to je. Ja, se spomnim tega, da je bilo to zelo en tak celosten pristop k negi naravnih nohtov. Čeprav sem bila takrat še zelo mlajša. Ampak se mi je res zelo zasidral v spomin, da je bilo takrat to, tudi mediji so zelo veliko o tem pisali. In tudi ženske se mi zdi, so bile naklonjene temu. Ne? Ampak veste, težko je bilo prepričati kozmetičarke. Ker jaz po poklicu nisem kozmetičarka. In pol je pa tu prišlo do tega, ja, kaj boš pa ti mene učila, jaz sem pa kozmetičarka, jaz to že vem. Ampak na koncu je bilo kar velik salonov, kateri so delali. Tudi danes delajo, ampak ne več toliko, koliko so je takrat. No, ampak so pa imele ženske možnost kupiti v prosti prodaji, ne, tudi določene izdelke. Veste, kako je? Same. Ker v biznisu pač toliko, koliko je bilo salonov, to ne zadostuje za enega distributerja in na želje Jessike, katere je ona pričakovala od nas, ne. In tako, da smo mi pol, hvala Bogu, prišli v Mercator, v njihove parfumerije Beauty Q. Takrat jih je bilo, ne vem, 17, 18. Pol sem edukacije, smo imeli partnerje i v Beogradu, i v Novem Sadu, i v Zagrebu, da se je ta program širil. Pol je pa normalno, veste, ko je šlo Mercator, ko je prišla Modiana v roke drugih, so zaprli te parfumerije, vse. Ostaje sam Maxi, v Maxiju nimamo interesa, da bi bili, ne, ker Maxi veliko košta, ne. Se ne obvezuje, da toliko proda, koliko kasira, ne. Ker je polica draga. Tako, ja. In smo tudi prekinuli pogodbo z njimi, ampak zdaj smo prisotni v Nami. Aha. Ja, tudi jaz sem takrat kupovala v butikih te lakce, ker se mi je zdel res ta pristop, da je odvisno od tipa oziroma stanja nohta, kaj ti pravzaprav daš gor, zelo logičen, ne? Da ne more biti tako kot en kroj džinsa napaše vsem postavam. Tako, ja. In ena krema, ne, tako kot ste prej rekla, za vse tipe kože enako velja za nohte. Ne. Zdaj, jaz si predstavljam, jaz nisem toliko spremljala nohtne industrije, ne, oziroma pač tega razvoja in tega, ampak vi pa vseeno verjetno z neko razdaljo zdaj nazaj lahko pogledate in mene bi zanimalo, kaj je tisto, kar ste vi opazili v teh, da reč, 20 letih, 25, kakšni preskoki so se dogajali na tem področju? Veste, umetni nohti so bili, se vam rekla, od 87. leta že v Sloveniji. Kaj se je pa takrat za en material uporabljal? To je bila dvokomponentna akril masa. Prah pa tekočina, zelo tak oster von. Se spomnim tega vonja. Ja. Ne iz 87, ampak kasneje. Pol je pa prišlo do tega, da so naredili te akrilne nanose v obliki gela, kateri so nanašali s čopičem. Pol so pa tudi lepljenje teh plastičnih konic. Ampak zdaj v zadnjem času, ko vidim one nohte take, mislim, to rabijo rožni list imeti. Jaz ne morem verjeti, veste, tega ni bilo toliko prej. Te ekstremno. Vem, točno vem, o čem govoriva, ja. Ampak kaj čete vidite? Samo je to se kroži. Kroži, no se kroži. Ja. A veste. In potem se pravi po teh gelih? Po teh gelih, ko imajo uničene nohte, pol pa grejo dermatologu, pa kaj je zdaj to, a ne? Mislim, pa se ti je jasno, da imaš nohtno ploščo prepiljeno, kaj boš pa pričakovala zdaj drugega, ne?
Zakaj pride do tega, da je nohtna plošča prepiljena? Ja, Ker zato, namreč ker vsaka brusijo, a ne? Vsaka nohtna stilistka bo rekla, se jaz ne grem čist do nohtne plošče, se prej ustavim, ostane še nekaj materijala gor. Kako ona to ve? A ima lupo, a gleda na lupo? A veste, pri električni mašini ti ne moreš biti toliko natančen, pa da ne boš glih tudi nohtno ploščo malo po brusu. Ampak pri nohtni plošči najbolj pomembna je ta zgornja plast, to je zaščitna plast nohtne plošče, kjer so celice zelo, zelo zbite in zelo mehni medcelični prostori. Glih zaradi tega, da prepreči, da v nohtno ploščo pride vlaga, a ne? Kemikalije in te stvari, katere izsušujejo noht. Ko pa mi nohtno ploščo pobrusimo, ta zaščitno plast, vse plasti pod tem so z večjimi medceličnimi prostori in so normalno, niso toliko, so bolj propustne. Propustne, so krhke, a ne? In normalno, da pot pride, so tudi taki uničeni nohti, da se ga ne sme dotakniti. Toliko boli, ne? Ker noht imamo zaradi zaščite. Za konice, a ne? Ker tu pod nohtno ploščo se nahajajo vsi konci in živčevja in kapilarce in vse. Je zelo občutljivo to področje, ta nohtna posteljica. Dobro, na piljenje in na električne pile se še vrneva. Jaz bi morda skočila nazaj, ko sva rekli, potem je prišel gel, a ne? In potem za gelom so verjetno že permanentni laki vstopili. Tudi to. Tu je kar nekaj let, da so tudi ti permanentni. Sam vam bom enkrat rekla, zgodba z Jessica, jaz sva se srečala v Bologni na sejmu in je rekla, veš, moram ti nekaj povedati. Prav, mi bomo tudi imeli generation. Permanentni sistem. Ampak polpermanentni je to, ni to njej všeč, ne. Ampak je rekla, pač moram zaradi konkurence, nisi v toku. S tem, da ona tudi zagovarjala, da tudi ta permanent mora ostati vsaj 14 dni, 3 tedne na nohtih, da se ga odstranjuje ker to so soak-off geli, kateri se odstranjujejo z topili. Tako. Da ne pride toliko do poškodbe nohtne plošče, ampak vseeno, vsa ta topila so toliko agresivna, da izsušuje noht. Torej, če rečeva topilo, to ni isto kot aceton. Še močnejše, ja. Še močnejše. Je v bistvu aceton, ja. Vrsta, ampak še dodatki drugih topil. Ker v zadnjih nekaj letih se mi zdi, da se je izjemno razpaslo to, da se tudi te permanentni laki, ki se raztapljajo lahko, ne? Se pravi neki soak-off geli, da jih zaradi tega, da je storitev čim hitreje upravljena, uporabljajo, odstranjujejo z električno pilo. Ja, zato, ker je hitrejša, ne? Ker je hitreje, ja. In ko sem se s kolegico pogovarjala o tem, da pridete v goste in kakšna bo tema, sem rekla, imaš kakšno vprašanje, ona ima drugače tudi salon in imajo tudi nohtke v ponudbi, kozmetični salon, in je rekla, veš, zanima me, kakšno mnenje je. Veliko je takih strank, ki pričakujejo hitro storitev in potem imamo salone, ki ponujajo, ne vem, v 45 minutah menjavo permanentnega laka, a ne? In ta stilistka je pa zdaj nadpovprečno nadarjena, ki je zmožna tako hitro to narediti, a ne? In ona se seveda s tem ne strinjava, ne, ker je to podobna zgodba bila recimo pri podaljševanju trepalnice, ne, ima pa v 1 uri refil narejen. O, Bog pomagi, kaj vse je lahko kle narobe, ne, si jaz rečem, ampak stranke pa tega ne razumejo. Pa bi prosila, po vašem mnenju, kaj je tisto, kar ti v 45 minutah itak ne moreš nohta sploh pravzaprav pripraviti pravilno? Kaj vse spustiš, da lahko na hiter zamenjaš lak? Ja, poglejte, ona mogoče potrebuje nekih 10-15 minut, da pobrusi. Potem samo noht obriše, ga razkuži verjetno z alkoholom ali kaj,
nanese primer, gel, hitro pod lučko. Se pravi, ponavadi imajo 2 lučki. Pa. Tako, ja. Se pravi, se ne ukvarjamo z obnohtno kožico, z nego nohta. Kje pa? A veste, ker zdaj nohtno kožico, masa njih se sploh ne zaveda, zakaj je ta nohtna kožica. No, dajva pojasniti. Veste, ker problem je ta v bistvu eponihija, pod katero se nahaja kutikula. To je ta kožica tenka, katera je zaščitna, ker ona zapira ta kanal med nohtno ploščo in eponihijo, to spodnjo nohtno gubo. Ščiti, da ne pride do matriksa, infekcija, umazanija in take stvari. Zdaj pa imamo te ruske manikure, katastrofa, kjer dejansko uničijo ne samo kutikulo, ampak tudi eponihijo. One nimajo te eponihije in če vi pogledate, pri njih je to rahlo zatečeno, kar je prvi znak nekega unetja, ne? Katero lahko gre na korenino, na matriks. In kaj smo pol naredili? Obisk pri dermatologu. Ne pomaga, ne? Če se matriks uniči, ni več nohta, ne? Ker strokovno se pač taki nohti imenuje viseči nohti. Ker njega ne drži, kutikula ga drži, a ne? Vezano. Seveda, ja. Ker on pol visi samo na v bistvu nohtna postavca in matriksa. Pravzaprav leži samo gor, nič ga pa v tem delu ne fiksira. Ne fiksira, pravzaprav, ja. Ja, ruska manikira je res zelo, zelo pridobiva na popularnosti. Se mi zdi, da predvsem iz tega vidika, ker so ženske mnenja, da če je ta kožica tako zelo lepo očiščena, se poveča nohtna ploskov, ne? Vizualno je večja, ne? In potem seveda manikira dlje časa tudi zaradi tega zdrži, ker ko se kožica počasi dol spušča, ne? Ni toliko hiter tega narastka videti. Se pravi, spet bi imeli radi neko čim dalj trajajoče rešitev. To je vse hitro, ne? Ampak bomo videli čez nekaj časa, kaj se bo s temi nohti pač zgodilo, ne? Ker bo prišlo do infekcij, do glivičnih okužb, do bakterijskih okužb. To je vse. Sicer tega je še vedno veliko, a veste? Jaz ne morem verjeti, da ena manikerka, ko vidi, da stranka ima glivično okužbo, da ji gre dati čez ta umetni noht. Pa mislite, da je to zato, ker nima dovolj znanja, da je od spodaj glivična okužba? Pa verjetno tudi to, a ne? Ampak tu je spet, predvsem je pa ta zaslužek, ni važno, stranka hoče imeti, izvoli, a ne? Ker tudi stranke so malo čudne, a veste? Ker ko rečeš, ja, glivično, ja, kako? Ja, dobro, pač nekje ste se inficirali, glivica je tukaj, zdaj pa, ker ko imamo te glivične infekcije, se tudi lakiranje z navadnim lakom ne priporoča. Ker mi, če ni nalakirano, vseeno ta vlaga, katera gre pod nohtno ploščo, ona sčasoma izhlapi skozi to ploščo. Ko mi pa to zapremo, je vedno ona prisotna dol od spodaj. A glivice so ljubiteljice vlage in toplote in to je to. Povejte mi, kako bi recimo ženska sama prepoznala, da gre za glivično okužbo na nohtu? Ja, se vidi spremembe, a ne? Kakšne so to spremembe? Različne, mi te glivice pač smo določili po tem mestu, kjer nastaja glivica, ne? Imamo te distolateralne, te subungualne onihomikoze, ko nastaja tu na robu in počas gre pod nohtno ploščo. Na robu nohta? Ta distolateralna, ja. Potem imamo proksimalno, ko začne tukaj, a ne? Prav gor na vrhu nohta? Na korenu, a ne? Te so še hujša, ne? Potem pa imamo one bele onihomikoze, a veste, na nohtni plošči. Prav, kaj je to belo? So tudi glivice. Belo, mislite tako kot kakšne drobne pikice, ali kako prepoznamo to? Kot ene lise take, ampak ta noht ni gladek, a ne? On je dost grob,
ampak te bele lise so tudi glivična infekcija. In na koncu imamo tudi popolno distrofijo nohtne plošče. Se pravi, higiena pri manikiri je izjemnega pomena in sama vem, nekaj časa sem imela salon in vem, kaj vse je bilo treba početi, ne, da si imel pribor steriliziran. Ja, predvsem to. Predvsem to, ampak je pa verjetno zelo vprašljivo, kaj se dogaja, ko greš na nohte nekam v dnevno sobo. Če se pravi, nekomu, ki dejavnost upravlja na črno, kjer mu ni treba pravzaprav tega po zakonu početi, in s tem pravzaprav ženska tvega zdravje svojih nohtov. Ja, to bi moralo biti njim vsem jasno, da je to pač tako. Zato je tudi toliko nižja cena. Tudi nabavljajo material po Amazonu, ne vem po kami, Alibabi, ne vem, kje je vse, ker zdravstvena inšpekcija nima vpogleda v to. Vsako leto pač določeno število teh kemikalij se mora izločiti iz izdelka. Tako da mi vsake 2 leti prihaja zdravstvena inšpekcija, tok in tok izdelkov, in jo zanimajo samo sestavine. Kaj pa je kakšna, da so nedavno recimo sprejeli, da se ne sme več uporabljati v lakih? Ja, zdaj na zadnje je tako, da mikroplastika. To so vse bleščice. Vse bleščice, tako da recimo mi kot distributerji ne smemo več nabavljati teh lakov, perlastih ali pa z temi bleščicami. To, kar pa imamo na zalogi, lahko razproda se v določenem času, če se pa do takrat ne razproda, gre na uničenje. Pa zakaj so sporne recimo te bleščice? Kaj se dogaja z nohtom? Mikroplastika, poglejte, ni to za nohta, ampak to je nasplošno za cel organizem. Danes sem brala, da v 1 litri vode v uni plastenki ne vem, koliko tisoče teh nanodelcev mikroplastike. In mi to pijemo z veseljem. Kvaliteta izdelkov oziroma varnost uporabljenih izdelkov je izjemno pomembna za zdravje nohtov. Jaz tako je takrat bil dibutilftalat. Koliko smo mogli lakov odstraniti in dati na uničenje. Spomnim se, da je bil en čas, je bilo zelo taka medijska gonja je bila za vse lakce, podlakce, utrjevalce, predvsem nohtov, da ne sme vsebovati, kaj se ne bom zdaj spomnila. Ja, prvo je bil ta dibutilftalat, pol je bil toluen, pol je bilo, ne vem kaj vse, ogromno. Za toluenom je bilo nekaj, kaj zdaj bluzim, ampak se mi zdi nekaj, kar pomaga ohraniti, da nekaj ne razpada, razkraja. Formaldehid. Ja, bravo, ni res. To je bilo tudi... To je kot en konzervans, ne? Ja, no, to se je to se je preganjalo. Preganjalo. Ok. Kaj pa to, ko recimo seveda s tem pojavom, da mora biti vse čim hitreje narejen, čim prej se mora posušiti. Tako nekako logično razmišljam, če je produktu, dajva reči enemu laku ali pa topu, nadlaku, dodano nekaj, da je hitro sušeč. Bi jaz rekla, da to najverjetneje ni glih najbolj zdravo za noht, ker pomeni, ampak da... to je zadnja plast, katera niti ne pride do nohta. Aha, ok. Ker recimo ta Brilliance od Jessike, on v parih sekundah se posuši, ampak samo on, da vi lahko se dotaknete nohta. Površina, ja. Ampak ne smete pritisniti, ker notranje plasti niso se še strdile. Jaz sem jih lakirala ob 3. Brilliance imam čez. No.
Zdaj je ura, ok. Ja, Pa 2 saj uri je. pa pol, ja, v redu je. Ko Ja, probate ne, tako, trdi so, mislim, to luškani. je tak zvok, da se ve, da je ok. Zdaj v začetku, gospa Slavi, ste omenila, da se trend k sreči obrača nazaj v naravno, Da. tudi pri nohtih. Kako to opažate? Zato, ker vse več žensk ima poškodovane nohte. Okay. In kaj zdaj? Veste, pol pa pokličejo, ja, kaj čem pa zdaj? Ja, nič, gospa, kaj? Zdaj gremo nazaj negovati nohte. Ja, ni tako. Absolutno, ampak me zanima, ali tudi recimo na sejmih opažate, da je več Ne, na ponudbe? sejmih je katastrofa. Ok, dajva reči kaj o tem. Ker to je ena hala, katera je med ostalim tudi najbolj obiskana. Za nohtke. Za nohte, ker jaz grem vsako leto v Düsseldorf na sejem, ta Beauty Forum International, ker tam je, tam Nemci, mislim, vse pridejo, tudi tujci, a ne, na ta sejem, ampak pol ta München, pa to so njihovi lokalni sejmi, a ne, München je za Bavarsko, pa kaj s tem, Stuttgart je tam za Baden-Württemberg, pa take. In najbolj obiskana, ker tam je na tone te plastike, teh lakov in vsega, in to kupujejo, to noro kupujejo. Veste, cene so pač tudi nizke, a ne, ker to prenesejo sploh Kitajci, pa tam iz teh azijskih držav. In je res nižja cena, veliko nižja, kot je pa recimo en evropski proizvajalec. Se vi veste, Alessandro, koliko let je bil, a ne? Ova ga je prodala, a ne? Da je Alessandro ni več to, kar je bil, a ne? Ampak zdaj se sprašujem, ne, glede na to, da že nohtne stilistke same imajo težko izbiro, kaj pravzaprav za en material izbrati za delati. Ne. Potem pa pomislim na drugi strani na drogerije, ki prodajajo recimo končnim potrošnicam, ne, kjer je tudi vrsta znamk in lakov. Kako pravzaprav naj ženska sploh zna presoditi, kaj je varno za dajva reči, dolgotrajno uporabo za nego nohtov oziroma za veste, kako je zdaj, da na koncu gremo tudi na to, da sam ta lak ne uniči nohta. Ampak tehnika obdelave tega nohta je ta, katera noht uniči. Okay, kaj pa so najpogostejše napake recimo pri pripravi? Najpogostejše je to poliranje nohtne plošče, tanjšanje nohtne plošče. In to ne samo, da delajo na rokah, tudi na nogah. Veste. Ko rečete poliranje, gospa Slavi, mislite prav polirni blok, ki daje sijaj? Ja, ampak prvo one izmatirajo, malo bolj grobo, potem pa še v lesk. Ko pa je lesk na nohtu, potem pa tudi ta lak ne drži več toliko. Ker je toliko zapolirano. Toliko je zapolirano. Ne? In tu so te napake, kjer prihaja do poškodb. Kaj pa pri samem piljenju? V začetku sem rekla, recimo, da je zelo pomembno, kakšen občutek imaš, kako močno pilco voziš po robu nohta, ne, po tem prostem delu. Ja, ker veste, kako je. Zato so tudi različne te granulacije, grobosti teh pilc. Ne. Naraven noht naj bi imel kakšno granulacijo? Pa tam so okrog 180, ne, ampak za te poškodovane nohte so boljše te bolj nežne pilce. 240, ne, da v bistvu zapremo mi ta rob. Ko pa greš zuno močno, potem pa še, če vleče levo-desno, a ne. Se pravi, da žagaš? Da žagaš, pa ona ta rob razcefraš. In normalno, da potem prihaja do plastenja, ker odpre, ne.
Se pravi, pravilen način piljenja nohtov je vedno v eno smer. Ja. Kar je seveda zamudno. Od roba proti sredini, z ene pa z druge strani. In da ga zapreš blago pod 45 stopinj na dol. Na dol, ja. Permanentni lak. Piljenje ali raztapljanje? Ja, raztapljanje, Ja. Ker so zagovorniki seveda enega in drugega načina, ampak že prej smo menili, da tudi raztapljanje pravzaprav niso kamenci. Ja, ampak vseeno manj kot pa po spilcu se dotakneš nohta, veste. In po raztapljanju recimo bi bilo kaj pametno narediti, preden greš v ponoven nanos nekega veste kaj, po tem raztapljanju najboljše bi bilo, če bi bilo to možno, da se nanese olje, pa krema, pa da se to utira v noht, potem pa da se ta noht, ta zgornja plast razmasti. Ampak dobro, se potem pride primer, ko je zelo močen dehidrator, vzame. Se vrnemo na isto. Ja, ker se sprašujem, ali mogoče ob tem kakšnega zaskrbel, če dam zdaj jaz neko nego na nohtno plosko, da ne bo pol pa, nisem dobro razmastila, pa ne bo držal. Ja, da je kle ta strah, ker se mi zdi bolj je noht suh, oziroma nohtna ploska suha, bolj se drži gor tisti beton. Beton je gor. Ja, sej to je res, ampak fajn bi bilo, recimo, da jaz sem ta Generation probala. Sem ga imela par mesecev na nohtu, ampak to ni nič. Sem nehala, ker kljub tem, da sem pazila, kako pa odstranjevala, se je nohtna plošča izsušila. Se je izsušila. Tako da spet je trajalo pol leta, da sem mogla zelo paziti, da je ta noht prerastel, da sem spet dobila normalne nohte. In če bi se recimo nekomu zgodilo to, da ima noht poškodovan, da dol, se pravi gel, permanent ali karkoli že ima, in se potem loti nege doma, kaj bi mu lahko svetovali? Veste, kaj svetovali? Obstaja podlak za poškodovane nohte po odstranjevanju umetnih nohtov. Restoration. Ok, to od Jessica, ne? Od Jessica. Ja. Njega lahko uporablja samostojno, da ne lakira, ker na poškodovanem nohtu lak ne bo dolgo držal in ona bo to spet prepogosto odstranjevala. Ta restoration, ko se ona naredi nego, pa najboljše zvečer, da si to odstrani, pa si namaže olje, kremo, pa pusti čez noč, da to deluje, pa si zjutraj samo umije roke, obriše dobro, pa nanese 2 plasti tega restorationa, kar se zelo hitro posuši. Potem se pa vsake par dni samo čez maže. In tako je 10 dni, vsaj 10 dni, potem si vse to odstrani, pa spet na novo. Se pravi, da ni, da vsake 3-4 dni z acetonom noht sušiš. Spet se vrnemo na isto. Koliko je pa pomembno negovati obnohtno kožico? Ja, ko neguješ noht, neguješ tudi kožico. Jaz sem dolgo sem rabila, da sem ugotovila, da je najbolj fajn imeti oljček ali pa kremco za obnohtno kožico na nočni marci. Da je to res zadnja stvar, ki jo vidim, preden ugasnem lučko. Tako, in kremo za roke obenem. Tako, tako. In to je zakon. In to je to. Kaj pa recimo kakšni dodatki prehranski, s čim si lahko z uživanjem tega pomagamo, da si noht prej opomore, če je pač fizično pravzaprav poškodovan? Če vam jaz povem, da ne. Ja. Ker to, kar je poškodovano, je poškodovano. No, to sem si mislila, ampak to se ne da z ničim, ampak lahko vplivamo na novi noht, kateri raste. Isto, ko vi imate recimo poškodovane lase in vi date regenerator gor in on izgleda najbolj zdrava. Seveda. Ampak samo toliko časa, dokler je regenerator gor. Ja.
mora isto las, mora izrasta, ne? Da bo tako. Tako je isto pri nohtu. Mora novi noht porasti, zdaj to traja pol leta. Se pravi, lahko pa z prehranskimi dodatki vplivamo na kvaliteto bodočega nohta, ki se šele rojeva. Sem, veste kaj, teh dodatkov je že toliko na trgu, da nič več ne verjamem. Aha, dobro. Učinkovitost tega, a veste. Ker tu ne moreš več slediti temu, kaj vse ponujajo. Spomnim se, da najbolj so vedno priporočali biotin. Pa B-kompleks, no. Na splošno, da to ne bi bilo super za nohte. Kaj še, proso jest. B-kompleks je super, to ni samo za nohte, ampak na splošno kožo, in za kožo in za živce in za vse, a ne? A za živce, dobro. Ampak to že ni dopolnilo, B-kompleks je že zdravilo. Če vzamemo tako, a ne? Tako. Ostalo nama je še eno vprašanje. Katero? Zadnje. Zadnje vprašanje je tako kot prvo vedno pri vsakem gostu enako. In na nek način, ko pomaga malo bolj spoznati sogovornika. In vprašala bi vas, Slavi, če bi lahko podoživeli en trenutek iz življenja v celoti, ne bi ga spreminjali, kaj bi to bilo? Pa veste, kaj jaz v mojem življenju ne bi nič spremenila? Ne bi ga spreminjala sploh, samo podoživela še enkrat. Da bi še enkrat doživeli nekaj, kar vam je bilo izjemno v nekem pogledu. Tak, niti ne vem kaj, jaz sem vedno uživala. Bilo je, dobro, bili so trenutki, ko smo bili mladi, pa to, a ne. Takrat je pa bilo bolj veselo, bolj smo znali i uživati. Ampak pač leta grejo. Ne moreš to, mladost ne moreš vrniti, a ne. Časa se ne da ustaviti. No, zelo lepo slišati, da je nekdo tako zadovoljen, da se v bistvu vseh trenutkov z veseljem spomniš. Pa zato še delam, ne? Jaz sem me vprašal, kdaj boš šla v penzijo? Sem rekla, nikoli, ne? Tako kot Jessica. Tako kot Jessica, še malo mi manjka. Super. Gospa Slavi, najlepša hvala za današnji pogovor. Jaz upam, da sva uspeli osvetliti nekatere dileme, odgovoriti na vprašanja tistih, ki so se recimo sprašvali tako kot jaz podobne stvari in dali misliti tistim, ki se mogoče poslušujejo nekih takih storitev, ki so lahko zdravju nohta ogrožujoče. Ja, veste, dokler ne pride do poškodbe, se ne zavedaš, a ne? Misliš, to je to, a ne? Samo pa, ko je enkrat, pol pa iščeš pomoč, prvo se obrnejo na dermatologe, a ne? Mislim, kar je, vse sam veš, kaj si naredil. Saj oni so tudi nemočni, ne more nič, a ne? Ja, ni čudežnega zdravila, razen čas. Ni zdravila, a ne? Zdravilo je čas. Tako. Najlepša hvala. Hvala na povabilu. Z veseljem.